Četrti mesec v letu 1 prinaša zelo zanimive spremembe. Najprej, naša osebna merila, kaj je prav, kaj je narobe, kdaj vztrajati, kdaj ne, kaj sploh pomeni biti vesten, biti priden, biti marljiv. Vse te definicije so letos v aprilu nekako na preizkušnji. Kaj zdaj to pomeni v praksi, Lili, boste rekli? Ja, no, da nam glih ne bo pasalo biti pridni, pa marljivi, pa odgovorni, pa še bolj potrpežljivi in tako naprej. Da bomo želeli malo več svobode, da bomo želeli rezultate, da bomo hoteli malo več strasti v našem življenju. Se pravi, april bo zelo zanimiv mesec, kar vem, da rečem za vsak mesec, ampak a vam je kdaj bilo dolg čas? Oziroma, kdaj vam je bilo sploh nazadnje dolg čas? Ker jaz se ne spomnim. Torej, dragi moji, april kot četrti mesec v vsakem letu simbolizira tisti čas temeljev. Čas, v katerem gremo vase, v svoje korenine, se lažje povežemo tudi z našimi predniki, kar pa pomeni tudi, da so bolj v ospredju družbena pričakovanja, pritiski naše okolice, prepričanja, ki so zastarela, prepričanja, ki so nekako doživela, preživela in izživela svoj namen. Lanski april, denimo, je zelo točno ta del poudarjal. Kaj je tisto, kar naj ostane v preteklosti? Kaj je tisto, kar iz preteklosti nekako nas drži v krempljih in nas ne spusti iti naprej? Se pravi, letos, ker smo v letu 1, ne več v letu 9, pa bo april čas, ki nas bo kar malo frcnil, ki nas bo kar malo brcnil, lepše povedano spodbudil, navdihnil in nam povedal, da je na svetu, v življenju tudi za nas mnogo več možnosti, kot si morda v danem trenutku mislimo. In to bo daleč največje darilo meseca aprila, ta malo bolj sveža energija, zunaj bo sonček, mogoče dež, vse ni važno, nihali bomo mi, nihalo bo vreme, nihal bo svet, ampak v tem nihanju se bo prebudila naša žilica raziskovanja. Se pravi, dragi moji, naj april ne bo čas, ko si postavljamo trdne temelje, super čas za nove navade, super čas za bolj zdrave navade. To lahko pomeni za nekoga preprosto to, da zjutraj popije limonado ali da začne dan z vodo, ne s kavo, da se mogoče malo pretegne. Drobne navade, ki nam lahko zelo spremenijo življenje, ki nam lahko zelo olajšajo tihanje dobesedno in kaj je drugega tih kot življenje. Se pravi, ni važno, a gre za to, da se boste zvečer malo pretegnili kot mucka, preden boste šli spat, ali si boste privoščili yoga session, ampak gre za te navade, ki vztrajajo, ki se ponavljajo vsak dan, zato ne narediti napake in začeti s 17 stvarmi naenkrat, kajti veliko stvari naenkrat, ko je novih, seveda težje obvladujemo. Lažje je ena majhna navada, pa še ena navada, pa še ena navada, in presenečeni bi bili lahko, kako zelo velik učinek to ima lahko. Evo, pa sem spet začela rimati. Torej, dragi moji, absolutno čas, v katerem je prav, da razmišljamo na bolj eksotičen, nenavaden, celo uporniški način. Absolutno čas, ko si rečemo, ne gre po planu A, saj imam še plan B, kaj pa plan C, kakšen bi bil plan H? Se pravi, dragi moji, v življenju velikokrat vemo, da če na enem mestu nečesa ne dobimo, denimo, da rabite, ne vem, drobtine, greste v trgovino, jih ni, greste v drugo trgovino in se nekaj zelo ne obremenjujete s tem, a ste jih zdaj kupili v Mercatorju, v Sparu, v Lidlu, v itd., a ne? V življenju velikokrat pozabimo in upamo, da bomo dobili stvari tam, kjer si jih mi želimo, sploh na področju odnosov. Na področju odnosov velikokrat, ko dajemo, ko razumemo, ko se prilagajamo, ko se dejansko celo podrejamo, nekako upamo, da bomo od te osebe dobili vsaj kanček prijaznosti nazaj. Velikokrat se to ne zgodi. Velikokrat nam stojijo ob strani ljudje, za kogar sploh ne bi pričakovali. Prejšnji teden sem imela zanimivo svetovanje z gospo, ki je v zelo težki situaciji in rekla, nimam več prijateljic. In sem rekla, ampak na žalost, velikokrat v življenju, ko gremo čez težka obdobja, ko bi najbolj rabili sočutje, ko bi najbolj rabili objem, ko bi najbolj rabili nekoga, da nam reče, vse bo v redu, tukaj sem, nisi sam, nisi sama. Običajno prijatelji takrat mrknejo.
Torej, dragi moji, te situacije nas prisilijo, da smo iznajdljivi. In april bo na kratko povedano tak. To zdaj ne pomeni, da se vam bo vse zrušilo okrog vas, to samo pomeni, da velikokrat morda boste imeli občutek, da to, kar dajete, ne prejemate in da tam, kjer si najbolj mogoče ljubezni, sočutja, prijaznosti, uspeha, tudi zdravja mogoče nadejate, ga ne boste našli. To ni kazen, to ni prekletstvo, to ni zdaj nekaj slabega, to preprosto pomeni, da ste spregledali neko drugo priložnost, neko drugačno pot, nek drugačen pristop. Tako da naj bo april, mesec, v katerem se ozremo vase, v naša prepričanja, v naše navade, v našo strukturo življenja in se vprašajmo, je to, ni to, kako lahko spremenim stvari, kako sem lahko bolj raziskovalen, kako sem lahko bolj v strastnih energijah, kako sem lahko pravzaprav bolj jaz. In a veste, dragi moji, življenje nikoli, prav nikoli ni pri miru. Spreminjamo se mi, spreminjajo se ljudje okoli nas, spreminjajo se časi, da rečemo zelo ohlapno. Ne pričakujte od sebe, da nekaj, kar vas je napolnilo 20-30 let nazaj, bo še vedno naredilo ali pa imelo isti efekt. Vsi se spreminjamo in obdobja, kot je letošnji april, nas bojo nekako opomnila, da nas še ogromno lepega čaka in da še je ogromno neraziskanega na tem svetu. Za nekatere bodo to tudi potovanja, za nekatere bo to sprememba izgleda, sprememba pričeske, sprememba načina, kako se izraža. Če bo kaj rdeča nit meseca septembra, je to, da nas bo nekako želela energija, Bog, naši vodniki, vesolje, življenje, pač tisti izraz oziroma koncept, ki vam je blizu. Dogodki aprila nas bodo želeli zbezati iz tistih navad, ki vas več ne krepijo, iz tistih navad, ki niso več vaše. April je fenomenalen za planiranje, vsako leto ta štirka nam pomaga, da postavimo neke temelje, da postavimo nove navade, smo rekli, in da se nekako drugače organiziramo. Torej, za vse tiste, ki morda mojega vodnika še nimate, naj vam povem, noter je celo strateški plan, kako postavljati cilje. Za vsak mesec je jasno napisano, glede na obdobje, v katerem ste vi, kje vas čakajo nagrade, kje vas čakajo izzivi, na kaj biti pozorni. Jaz moram reči, da ta vodnik delam pa po moje že več kot 15 let. Ja, zagotovo. In vedno tekom let dobivam od vas feedback, si tlele napisala, res je bilo tako. Sem to opozorilo prebrala in sem bila pozorna in še dobro, ker bi se drugače končalo. Tako da, če vodnika še vedno nimate, meseca aprila bo znižan za 50%, zato da resnično zajadramo v to leto novih ciklov, novih začetkov, nove svežine z novo energijo. Ampak po pameti, se pravi, dragi moji, absolutno po pameti, ampak biti drzni, biti predrzni, upati si razmišljati drugače, upati si dobesedno testirati. Ne vem, kako je zdaj slovenski izraz, question stvari, sprašujte se, ali je res, preverjajte, ali dejansko vse to, kar preberete, pije vodo ali ne. Marca, to lepo smo se imeli na dogodku za žensko. Za žensko dušo, naši aduti, naši arheotipi, tisti, ki mogoče želite v pogled v to, je april super čas zato, da vemo, kaj nam je bilo položeno v zibko, kaj je tisto, v čemu smo močni, kaj je tisto, kar je pa naša nežna plat, kako jo negovati, kako pravzaprav sploh sprejeti svojo malo bolj nežno plat. Tukaj mogoče malo bolj apeliram na gospode. In pa potem tista zadnji arhetip, jaz temu rečem, zadnji tisti adut v našem rokavu, ki se mu v numerologiji reče število zrelosti, ki nam pomaga razumeti, kam zdaj mi sploh gremo z vsem tem. Ne glede na to, ste stari 20 ali pa ste stari 60, še kar nekaj življenja imate pred seboj. To so zelo koristne informacije. Na samem dogodku pravzaprav so mi dali idejo, tako da je zdaj na voljo tudi coaching 1-na-1. Res je fajn, da vemo, kdo smo in kam gremo in zakaj gremo. In če nam bo april kaj pokazal, je točno to. Pokazal nam bo, kdo smo, kaj smo in vprašal nas bo, kam pa kaj gremo. Dragi moji, naj april ne bo čas, ko samo obujate spomine. Naj april ne bo čas, ko samo lovite stvari, ki niso dokončane. Absolutno je obdobje, v katerem lažje vztrajamo, ampak velikokrat smo lahko pa tudi nepotrpežljivi. Torej, april bo en tak yin-yang mesec, vam po pravici povem.
Po eni strani bomo želeli grist, vztrajati, pokazati, dokazati, po drugi strani bomo, o moj bog, nočem več. Kaj je ta nočem več pri vas? Kaj je ta nočem več, ki je vse glasnejši in se ga morda ne upate priznati, ker veste, kakšne so potem posledice. In veliko kot v življenju, sami dobro vemo, ko stvari zanikamo, ko jih zatiramo, nekako potem izbruhnejo. Letošnje leto, celo leto, v čemer se vsi strinjamo, tako govori numerologija, tako govori astrologija, tako govori Džotiš, tako govorijo bazi astrologija in tako naprej. Eksplozivno leto bo. Leto, če malo po nesreči narečemo velikega poka, v katerem bo marsikaj počilo, zato da se bo nova realnost, nova pot pokazala. Tudi v vašem življenju bo vsaj nekje letos počilo, za nekatere bolj močno, za nekatere manj. Zelo jasna razlika bo med tistimi, ki se soočajo z življenjem, ki delajo na sebi, ki prevzemajo odgovornost in tistimi, ki jo vedno prelagajo na druge. Tako da, dragi moji, naj bo april vaše skrivno orožje. Raziskujte sebe. Kaj je tisto, česar nočete več? Če je to služba, to ne pomeni, da boste jutri odvihrali domov, pometali vse po tleh, tako kot vidimo v filmih, ampak da boste začeli iskati drugo službo, da se boste začeli pogovarjati z ljudmi, da boste povedali, da iščete drugo zaposlitev. Kaj veste, kje vas pomoč čaka? Nikoli ne vemo, dokler ne spregovorimo. Tudi v odnosih, ko smo resnično na tisti točki tega nočem več, ko je naš glas, ko je celo naše bitje, tega nočem več, se običajno tudi tisti odnosi, ki so lahko zelo toksični, spremenijo. Ne ratajo popolni, ne? Nažalost, ne? Ampak neka boljša vibra vseeno pa je. Neka vrata drugam se odpravi. Tako da jaz vam za mesec april želim pogum. Pogum. Ker je potreben, da si priznamo tiste stvari, ki nas več ne polnijo, in pogum, ker je potreben za raziskovanje, kaj pa je tisto, kar je vaše, kaj pa je tisto, kar je za vas dobro, kaj pa je tisto, kar vas polni, kaj pa je tisto, kar pravzaprav je zdaj prišlo, preprosto povedano, na vrsto. Kaj je v vašem življenju, preprosto povedano, zdaj prišlo na vrsto? No in v temule mesečniku je prišlo na vrsto to, da bomo pogledali število življenjske poti od 1 do 9. Verjamem, da marsikdo čaka samo ta del. Število življenjske poti, kot vemo, je seštevek našega rojstnega datuma. Tukaj bom hitro omenila, da se bo začela tudi osnovna šola numerologije, se pravi osnove numerologije, mislim, da bom neka mala šola. Naša osebna števila, numerologija v vsakem dnevu nekako tako bomo to poimenovali. Zelo veliko povpraševanja je bilo, se pravi, bodite pozorni, aprila pride ven. In zdaj pa gremo. Torej, drage moje enke. Enkice moje, april zna biti zelo, zelo intenziven mesec za vas. Zna biti mesec, v katerem vas bo šejkalo iz leve v desno. Pustite se temu šejkanju. Glejte, nič ne boste dosegli s tem, da boste zatirali stvari in tudi niste k temu nagnjeni v življenju. Ste osebe, ki resnično želite stvarem priti do dna. Naj bo april čas tega, da prepoznavate, kje niste svobodni. Kje ne delujete na polno, kjer nimate, oziroma kje imate občutek, da imate zavezane roke. Naj bo april čas, v katerem resnično prepoznate svoj potencial in vse tiste priložnosti in možnosti, ki jih ne izkoriščate, katerih se ne lotevate. Vse tisto, kar pravzaprav v vas zbuja radovednost. Temu je namenjen vaš april, raziskovanju. Ničesar pa se ne oklepajte. Za vas to pride na vrsto naslednji mesec, za zdaj pa pravzaprav browsajte. Tako, ko gremo v trgovino, včasih malo pofircati, pa pogledamo tudi kakšne stvari, ki jih še nimamo namen kupiti, ampak vemo, da v prihodnosti pa bomo. Torej, raziskujte. Drage dvojke, drage moje dvojke, mesec čustev, mesec ljubezni do sebe, mesec, v katerem resnično ta notranji otrok želi ven. Vse tisto, kar se je pričelo že marca, ta proces, vse tisto, kar ste zatirali, vse tisto, kar ste utišali, vse tisto, česar si morda niste upali povedati, naj pride ven. Izziv tega meseca seveda pa je najti ljudi, ki bodo za te informacije hvaležni. Se pravi, drage moje dvojke, ne zdaj
ustupiti nekaj nekomu, ki vas ne more razumeti. Nekomu, ki vas morda niti po pravici povedano ne želi razumeti. Nekomu, ki se je že odločil, kdo in kaj vi ste. Ne. Zdaj je čas, da najdete ljudi, ki bodo rekli: "Kera faca si ti, pa kje si ti hodila celo moje življenje, toliko si fajn." Temu je namenjen vaš april. Ljudem, priložnostim, situacijam, ki bodo oboje stransko navdušene nad tem, kdo vi ste. Trojkice. Mesec, v katerem boste malo zabremzale. Pravilno je, da pogledate vase, da se nekako vprašate, kaj je tisto, kar vam pomaga izraziti vas? Kaj je tisto, kar vam pomaga biti vi? Kaj je tisto, kar vam pomaga resnično žareti? Ob kom žarite? Ob čem žarite? Kdaj žarite? Ali še žarite? Drage moje trojke, mesec april vam bo pomagal razumeti, kaj vas krepi in kaj vas šibi. Potem pa je vaša naloga, da spremenite svoje vsakodnevne navade, odnose, projekte, tudi cilje, na način, da bo za vas dober tudi za naslednjih 10-20 let. Ja, zveni zelo tako pompozno, ampak smo v letu novih ciklov, tlakujemo stvari, izkoristite te energije, drage trojke. Drage moje štirke. Drage moje štirkice, absolutno mesec, v katerem boste želeli mir, pa ga ne bo, pa boste želeli malo več akcije, pa je ne bo. Mogoče bo občutek, da karkoli si boste želeli, bo life rekel ne. Pravzaprav, veste, to so trenutki, v katerih nas življenje testira, ali resno mislimo. Kajti, ko resno mislimo, da to pa to želimo, takrat resnično resno za tem tudi posežemo. Se pravi, ne vršiti puške v koruzo, kar jaz vem, da vi ne počnete. Zato po drugi strani vas tale bom opozorila tudi na to, da tiste stvari, ki se pa resnično leta ne premaknejo, dolgo časa ne premaknejo, te stvari pa odložite. Te stvari so pa prišle do svojega konca, april je čas, v katerem vas bodo energije zelo podpirale v temu. Kmalu zatem, če ne bomo spustili tisto, kar za nas ni dobro, za kar že nekaj časa vemo, da to ni to, pa nas bo življenje malo po prstkih, zato da bi spustili, zato da bi ta naš grip, to naše oklepanje nekako dobesedno sprostili. Tako da ne oklepajte se ničesar, drage moje štirke. Drage moje petke. Ulala, mesec in pol za ljubezen, mesec in pol za odnose, za vaš odnos do vas samih. Celotno letošnje leto bo letos resnično osredotočeno na partnerske odnose in pa predvsem odnos, ki ga vi gojite do sebe. In odnos, ki ga gojite nekako do svoje lastne duše, svoje lastne vrednosti. April bo tukaj šel zelo v globine, pomagal vam bo razumeti, kaj so nekako vaši starši, družba, tudi predniki, saj vsi vemo, da travma se deduje, to je zdaj tudi dokazano. Pravi, kateri so ti zapisi, ki pravzaprav niso nujno samo vaši, ampak zdaj lahko govorimo o družinski karmi in tako naprej. Kaj so tiste stvari, ki ste jih nekako podedovali, pa je čas, da naredite svoj delež in greste naprej. Ni vaša odgovornost celotno družinsko karmo odplačati, recimo. Ampak da se vrnemo, april bo definitivno čas, v katerem ljubezen, več romantike, predvsem pa nekje se vam obeta nek zanimiv zaključek. Šestice. Drage moje šestice, mesec, v katerem boste absolutno se postavili zase in postavili stvari na svoje mesto. Tam, kjer je nekaj, jaz včasih rečem razmontirano, pa hočem s tem povedati, ker nekaj ne štima, ne deluje tako, kot je treba, nekak se No, tam, kjer je tako, da malo bolj slikovito ilustriram, tam boste stvari uredili. Super mesec za to, da to, kar ne deluje, presekate. Super mesec za to, da se postavite za sebe. Super mesec za to, da pričnete resnično konstruktivno delovati. Sploh za vas to letos velja, drage moje šestice. Verjetno ste opazili, da je šestka na koncu letnice, ste malo bolj na udaru, bomo temu rekli. Lastna vrednost, samozavest, vaša dragocenost. To je nekaj, na čemer delate že kar nekaj let. 2022 je bilo zelo intenzivno na tem področju. Zdaj je čas, da to implementirate brez drame, brez a ne, ampak implementirajte, drage moje šestke, sebe. Drage moje sedmice. Drage moje sedmice, absolutno čas povezovanja, komunikacije, nenavadnih novic, lahko tudi
Velika verjetnost je, da nekdo, s komer ste ali mogoče izgubili stik, ali mogoče ste nekako pozabili, da vam je ta oseba neka, bom rekla, avtoriteta ali vir navdiha. Vse to se lahko znova pojavi v vašem življenju. To lahko pomeni, da boste mogoče posegli po knjigi osebnostni rasti avtorja ali avtorice nekoga ste že malo pozabili, ali pa ste že vse prebrali, pa je mogoče zdaj čez nekaj let prišel trenutek, da to znova mogoče malo preverite, če najdete kaj zase. Sicer pa absolutno super obdobje za več pogovora, za poglobitev odnosov in po drugi strani tudi za prepoznavanje, kje pa mogoče odnosi niso več to, kar so bili. Saj gremo vedno ponovadi po dveh tračnicah, ki gresta v isti smeri, ampak je fajn, da saj sem ter tja se malo srečata. S kom se tudi sem ter tja več ne srečate, drage sedmice. Tam bo treba stvari spremeniti. Drage osmice, drage moje osemke, absolutno mesec kreacije. Mesec, v katerem se vas drži sreča. Mesec, v katerem ste resnično lahko malo bolj igrivi, malo bolj nagajivi, predvsem pa kreirajte. Kreirajte vse tisto, drage moje osemke, za kar veste, da je možno, za kar veste, ne bom rekla, da vam pripada, ampak da ste. Kreirajte vse, kar veste, da ste. Super čas za vse, kar je povezanega z izražanjem, grafična oblika, ilustriranje vaših besed, vaših izjav, tudi vašega doma, za več barve v oblačilih, za več barve v tonu, za več izraznosti. April, če bo kaj, bo mesec izražanja, pa tudi prepoznavanja, čemu nikakor ne prisluhnete. Se pravi, kaj je tisto, kar nekako grizete v sebi, žvečite, drage moje osmice, in ne izpljunete. Prišel je trenutek, da rečete. Drage devetke, absolutno mesec temeljev, mesec temeljitih sprememb, temeljnih sprememb, korenitih sprememb, ne se jih bati. Za vas bo po eni strani ugodna energija za vse tisto, kar je ukoreninjeno, ker ste nekdo, ki zna zelo vztrajati, po drugi strani pa tudi energija za to, da te korenine presadite. Tudi rože presajamo in jih dajemo v bolj rodovitno prst, ker vemo, da v pesku in v izčrpani prsti ne morejo rasti. Torej, drage moje devetke, v katerih odnosih, obveznostih, navadah, pravzaprav ste ve v tej prsti, v tej zemlji, ki nima več gnojila, ki nima več hranil. Ja, seveda ste pol utrujeni in to ni to. Spremenite svojo okolico. Spremenite svoje navade in boste videli, kako boste 1, 2, 3 zacveteli. Takole, drage moji, to je bil naš april. Jaz verjamem, da bo mesec, ki nam bo pomagal videti tudi drugo plat zgodbe, pa tudi nekaj, kar smo morda že malo pozabili. Nikakor pa ne pozabite, kako zelo posebni ste, kako zelo enkratni ste.